Hold up. Pozdravljen, Blaž. Zdravo, Matej, kako si? V redu, pa ti? Pa evo, v redu. Končno smo zaključili to finalno serijo. Končno. No. Jaz sem malo razočaran, da je že konc. Za nekatere presenetljiv rezultat, vsaj po številu tekem, za nekatere ne. Kam se ti uvrščaš? Ja, no, pred začetkom serije so upala, da bo prišlo do 7 tekem, da bomo spremljali tisto odločilno 7. tekmo, kjer se bi obe moštvi lahko spopadli za naslov prvaka, vendar na koncu popolna in pravzaprav totalna dominanca Golden State Warriorsov in na drugi strani nemoč Clevelanda, ki je moral pravzaprav odigrati popolno tekmo, da je odnesel tisto eno zmago Golden Stateu, postavil nekaj rekordov za to, da je odnesel zmago in seveda nihče ni verjel, da lahko tako srečanje še ponovijo, zato na koncu 5 tekem, veliko finale, ki je morda razočaralo, o tem bova namreč govorila danes. Naredila bova pregled velikega finala, skušala malce se zazreti v prihodnost, v prihajajoče poletje in kakšne poteze in se vprašati, kakšne poteze bojo sprejeli v obeh moštvih, bojo potegnili v obeh moštvih, kakšne poteze so sploh možne, obe moštvi imata proračune zapolnjene do konca. Zato bo to najina današnja tema, veliko finale in dominanca Golden State Warriorsov. Ja, Blaž, dejala sva totalna, vseobsegajoča dominanca Golden State Warriorsov, ki so pravzaprav na 3 tekmah povsem povozili Cleveland, oziroma 3 tekme, ki so jih dobili, so bile odločene že precej pred zadnjim sodnikovim žvižgom. Ena tekma, ki jo je dobil Cleveland, kot sva tudi že dejala, je bila pravzaprav popolna tekma z njihove strani. Tekma, kjer so že v prvem polčasu dali več kot 80 točk, v prvi četrtini skoraj da 50 točk, postavili rekorde po številu doseženih točk v četrtini, v polčasu po številu doseženih trojk in tudi odlično seveda metali iz igre, zadeli skoraj da vse, kar so vrgli. In seveda tista tekma se je potem končala kot blowout oziroma visoka zmaga Clevelanda. Ena tekma, tista 3. tekma, pa je bila morda tista taka, kot smo želeli ali pričakovali, da bi bilo več tekem, ki bi se odločale v zadnji minuti, zadnjih 2 minutah. Vendar, ne vem, mogoče lahko začneva, preden narediva ta pregled celotne finalne serije, morda lahko najprej par besed Durantu spregovoriva. To je tista tudi najbolj pereča topika lanskega poletja, najbolj publicirana, najbolj razglašana od njegovem prestopu iz Oklahome v Golden State, oziroma v Oakland, kjer igrajo Golden State Warriorsi, so poročali prav vsi športni mediji. Šlo je za prestop drugega najboljšega igralca v ligi, ki je prestopil iz moštva, v moštvo, ki ga je predtem porazilo v finalu zahodne konference, potem, ko je s svojim matičnim moštvom z Oklahomo vodil že s 3-1. In kar je pokazalo letošnje veliko finale lige NBA, je, da so Golden State Warriorsi pravzaprav potrebovali Duranta. Kaj misliš, Blaž? Ja, potrebovali so to kačo, se strinjam, ja. Šalo na stran, ker je zdaj vedno na socialnih medijih, recimo tudi zdaj smo objavili na NBA Slovenija, kako je Luka Dončić objavil sliko Duranta z slikcami kač. Dejansko se je ljudem ta poteza zamerila, ko je on odšel od Golden State, ampak kar je zanimivo je, da se jim ni tako zelo zamerila, kot se je zameril takrat The Decision od LeBrona. Recimo, bom rekel tako, Duranta večinoma navijači še vedno ne dojemajo, kot da bi naredil neko, recimo, angleški izraz je backstabbersko potezo, kot naj bi jo storil LeBron, ne, in
Ampak kar pa se je dejansko na koncu pokazati, kot si že omenil, da to je bila prava poteza in za njega, in za ekipo, za Golden State, ni pa bila prava poteza za ligo, ampak kot je povedal že Durant sam, ni on kriv, da ostale ekipe pač niso tekmovalne oziroma da mečejo stran svoje pike in tako naprej. Ja, ti trdiš, da večina navijačev ne zameri Durantu tako močno, kot so zamerili nevtralnih navijačev, ljubiteljev košarke, ne zameri toliko Durantu, kot so zamerili LeBronu. Morda se jaz ne bi povsem strinjal s tem, mislim, da je LeBronov prestop v Miami takrat dosegal podoben nivo sovraštva, kot sedaj Durantov prestop. Zelo težko bi si upal trditi, da je recimo eden izmed teh dveh prestopov naletel na večjo mero sovraštva oziroma neodobravanja ljubiteljev košarke v Združenih državah in po svetu. Mislim, da je bil morda sedaj Durantov prestop še malce pod večjim pritiskom splošne javnosti, predvsem zaradi tega, ker so, že sam si omenjal Lukov tweet na enem izmed družbenih omrežij, predvsem zaradi tega, ker so sedaj 6-7 let kasneje ta družbena omrežja še precej bolj razvita. 6-7 let je v internetnih pojmih, so svetlobna leta. Seveda je še toliko več negodovanja na spletu, recimo dosti več ljudi uporablja družbena omrežja kot 6-7 let nazaj. In mislim, da je morda zaradi tega bil Durantov prestop naletel na povsem enako mero neodobravanja kot LeBronov prestop, ali pa morda celo kanček večjo. Sedaj je, mislim, da to finale malce spremenilo pogled nekaterih. Ampak v vsakem primeru zaradi tega tudi oklevam pri nekih definitivnih odgovorih, nekih dokončnih odgovorih na to topiko, kdo je bil deležen večjega sovraštva. Zaradi tega, ker pod vsako objavo, vsaj recimo, če gledamo samo na ene osebne izkušnje na naši strani, na naših družbenih omrežjih, Facebooku, pod vsako objavo v Durantu je ravno, ne vem, nekje polovica tistih, govorim povsem pavšalno, so zelo razdeljeni. Del tistih, ki ne odobrava, del odobrava, in bi zelo težko glede na to podal kakšno dokončno oceno glede tega. Ja, ne vem, jaz se sicer ne strinjam čisto s tabo, ker se mi zdi, da je vsem pri LeBronu šlo dosti bolj tako za splošno hejtanje, kakor pa, pač lahko uporabim ta izraz, tako neko sovraštvo, ki ga pa pri Durantu jaz vse nisem tako začutil, da bi bilo neko res sovraštvo do recimo, ko je... Tukaj je še določen drug faktor, namreč LeBron je že v osnovi malce manj popularen kot Durant. Ne govorim v nekih pojmih medijske prepoznavnosti, temveč v pojmih, saj do tega prestopa je bil Durant morda celo najbolj popularen košarkaš v ligi NBA. Ko se je recimo navijači Oklahome, ko sta Westbrook in Durant dolga leta igrala skupaj, so vedno, če si recimo bral njihove komentarje na različnih spletnih forumih ali na Twitterju, je bil vedno Westbrook tisti, ki so ga redno kritizirali in pljuvali, redno je bil Westbrook tisti, o katerem so seveda po tekmah pisali komentarje v smislu, zakaj zadržuje žogo, zakaj ne poda Durantu. To je bila ponavljajoča tema. Zakaj Westbrook ne podaja več žoge Durantu? To je bila konstantna tema. In Durant je bil tisti zlati dečko, recimo temu Golden Boy NBA lige, medtem ko LeBron je bil precej bolj sovražen že zaradi tistega prihoda v ligo kot mesija, kot kralj, samo oklicani takrat še kralj, ampak na koncu je, kar je treba spoštovati pri LeBronu, je to, da je na koncu vendarle zrasel v to vlogo igralca,
ki mu je bila napovedana, postal je najboljši igralec v ligi in vendarle za nekoga, ki je prišel v ligo s takim pritiskom, z pritiskom pričakovanja, da bo postal najboljši igralec. Recimo tukaj bo morda lahko naslednji teden bova posnela en daljši podcast zopet o Dončiću, o Luki Dončiću in njegovi sezoni v Španiji in Euroligi. Malce se ozrla tudi za naprej proti reprezentanci, vendar kaj sem želel povedati. Luka Dončić je eden izmed teh igralcev, ki se bodo morali sedaj spoprijeti s pritiskom in recimo vsaj tukaj nekje na prvi stopnici, ko je prvič izkusil tisti večji pritisk finale Eurolige in sedaj mogoče tudi finale oziroma končnica španskega prvenstva, recimo se vidijo, igra precej slabše, roko na srce kot v rednem delu sezone, in tudi vidi se pomanjkanje izkušenj. In kar želim povedati, ta pritisk, pričakovanje javnosti na spletnih omrežjih se seveda že pojavljajo, tudi tiste kritike španske javnosti na Twitterju, predvsem recimo spremljam komentarje po tekmah in seveda mnogi omenjajo ravno to, da je Luka Dončić igral dobro skozi sezono, potem pa seveda na koncu na najpomembnejši stopnici mu je vsaj zaenkrat še ni pokazal tistih iger, ki jih je kazal v rednem delu sezone. In ta pritisk je tisto, s čimer se je LeBron odlično spoprijel. In potem celo morda v mnogih aspektih, ozirih prerasel ta pričakovanja, ki so šla v ligo, vendar da ne bova preveč besed. Ne, pa se lahko mogoče kar malo naveževa na to, kar si je rekel, kako se je spoprijel s tem pritiskom in vsem, recimo, lahko zdaj pogledamo, v tem finalu je bil Cleveland proglašen verjetno kot en hud underdog, čeprav dobro, mi dva tega nisva napovedala, ampak dejansko hočem bolj iz tega povedati, na LeBron je bil ogromen pritisk in on je pač svoje v tej finalni seriji naredil. V končni fazi, če pogledava samo njegove številke, on je imel pač statistiko, na koncu poprečju je imel trojni dvojček, pač 33 točk, 12 skokov in pa 10 asistenc na 5 tekmah. Se pravi, on dejansko 56,4% met iz igre in skoraj 39% met za 3 izjemne številke. Malce kazijo njegovo statistiko, morda 4,2 izgubljeni žogi, vendar ob 10 asistencah načeloma je vse razmerje med asistencami in izgubljenimi žogami. Vse, kar je več kot 2:1, je nekje v košarkaških, v ozirih košarkarskih organizatorjev še sprejemljivo. Vendar, glede na napor, ker je igral skoraj 43 minut na tekmo, lahko dodava še 1,4 ukradne žoge in ena blokado, ker je igral skoraj 43 minut na tekmo, tudi to ni veliko število, glede na minutažo, veliko število izgubljenih žog. V Euroligi bi to pomenilo, kjer bi bila njegova minutaža, ne vem, morda 30 minut, bi to pomenilo 2,5 izgubljeni žogi, 3, morda v povprečju, kar že spet ni tako hudo, vendar želel si morda še kaj dodati. Ja, hotel sem v bistvu prav to povedati, da dejansko pač on je verjetno odigral najboljšo serijo, finalno, kakršnokoli serijo v play-offu. V bistvu lahko skoraj trdiva, da je odigral verjetno najboljši play-off do zdaj, kar je v ligi, in pa samo še enkrat potrdil, da dejansko pač je the king, kot se je samo oklical. Pri 32 letih je morda odigral celo najboljše finale v svoji karieri. In ravno to potem, kaj je dejansko potem tukaj zgodba vsega, da pač to na koncu še vedno ni bilo dovolj za Golden State. Niti približno ni bilo dovolj. To, kar sva omenila, 3 tekme, ki so jih dobili, so se končale z blowoutom, z visokimi zmagami, ki so bili zagotovljeni že precej pred zadnjim. Recimo lahko rečemo, da dejansko to je bilo dovolj za 2 tekmi. Tisto izenačeno 3. tekmo in pa za zmago, ko so pač tisto 4. tekmo, ki so jo dobili. In zdaj bo, mislim, da vodstvo pač, zdaj ne vem, če bi bilo, da mi da ponavlja, kaj se na vseh tekmah dogaja, ker načelno vsi to vejo. Zdaj bo zelo težka naloga pred vodstvom Clevelanda, kaj dejansko narediti, ker verjetno razmišljajo o tem, da bi naredili manjšo rošado moštva, ampak kaj točno narediti, glede na pač to, da je proračun zafilan do konca, ne vem, kaj bi ti naredil, če bi bil recimo GM, v kako smer bi ti razmišljal? Ja, Griffin, GM, generalni direktor Cleveland Cavaliersov, se bo morda preselil v Orlando. Z njimi se je začel pogajati za
morebitno novo pogodbo in on je pravzaprav upravil dobro delo letos. Na trgu je pravzaprav med sezono LeBrona zadostil oziroma izpolnil vse LeBronove želje, več ali manj. LeBron je se želel ukrepiti z nekim dodatnim rezervnim organizatorjem, pripeljali so mi Derona Williamsa, LeBron je želel pač še več moči na črti za 3 točke, pripeljali so Kyla Korverja, tudi Derek Williams je prišel iz Miamija kot neka tista čisto obrobni 11, 12 igralec, da zapolni nekaj minut. Vendar na koncu, ja, tako kot si že predal, ko si omenil za LeBrona, njegove fantastične predstave niso bile dovolj. Na koncu sicer se te ukrepitve niso pokazale kot ukrepitve, ki bi v velikem finalu kaj prispevale. Kyle Korver na koncu v finalni seriji 4,4 točke, povprečju, predvsem tisto, kar bode v oči, pač bil slab met za 3, samo 31% met za 3 točke, 3 poizkuse na srečanje, 1 trojko je zadev od 3 poizkusov na srečanje in to je bilo precej manj od tega, kar so od njega seveda pričakovali. Deron Williams pa še slabše, prvi 2 tekmi sploh ni dal koša iz igre. Na koncu je v 5 tekmah imel povprečje 1 točke, 12%, berem zaradi tega, ker seveda je smešno slaba statistika, 12,5% net iz igre, 11% net za 3, 1 točka, 1 skok, 1 podaja, nekaj takega kot recimo morda Mozgov lansko sezono, ampak Mozgova so potem Lakersi nagradili z 18 milijoni na leto. Ja. Ampak da ne bo seveda... Mislim, to je šokantna statistika za igralca, ki je v bistvu še nedolgo nazaj bil tretiran kot superstar. Igralca, ki je bil 6-7 let nazaj, so nekateri recimo temu ravno takrat po raznih spretnih omrežjih, takrat so navijači pisali, da sta najboljša organizatorja v ligi Chris Paul in Deron Williams. Chris Paul je po mojem mnenju še vedno med 3 najboljšimi organizatorji lige, Deron Williams pa že leta predvsej daleč od te forme, čeprav ravno to v rednem delu sezone, v končnici pred finalom, pred začetkom finalne serije, je tudi Deron Williams pokazal precej več, neprimerno več kot v finalu. Igral je pravzaprav dobro, igral je kot tisti svoji vlogi rezervnega organizatorja in jo je upravljal povsem ne samo zadostno, ampak solidno, dobro, lahko rečemo. Prav tako Kyle Korver, njegovi odstotki za 3 so bili potem v rednem delu sezone, so se vrnili na tisto njegovo povprečje 40%, v končnici prav tako dobro, precej bolje igral kot sedaj v finalu. In pa Tristan Thompson, morda celo največji dolžnik. Eno so seveda Deron Williams, Kyle Korver, igralci, rezervisti, ki pač igrajo bolj obrobno vlogo, ampak od Tristana Thompsona, ki ima pa z Clevelandom sklenjeno pogodbo v višini skoraj $90 milijonov, smo pa vendarle pričakovali precej več. On je zame celo tisti, ki je najbolj razočaral v vrstah Clevelanda. Predvsem recimo bode v oči dejstvo, da je Steph Curry na koncu končal z boljšim povprečjem skokov kot Tristan Thompson. Tristan Thompson je na koncu imel samo 5,8 skokov povprečje na tekmo in še to povprečje šlo zgolj precej na račun ene tekme, ki jo je odigral dobro, 4 tekme precej slabše, ali pa si je nabral nekaj skokov takrat, ko je bilo vse že odločeno. Tudi v obrambi konstantno zamujal zaradi tega, vendar Tyronn Lue, trener, je vztrajal z peterko in pa predvsem tisto, Blaž, tema, ki se jo mora dopolniti, morda še ti igralci, ki so te najbolj razočarali, ne vem, če se strinjaš, potem pa sem hotel... Ja, v bistvu mene sta razočarala J.R. Smith in pa Tristan Thompson. Bom rekel, J.R. Smith je odigral 2 dobri tekmi, ne? Se pravi, te zadnje 2 tekme, drugače pa ga tudi ni bilo nikjer videti, predvsem v obrambi je bil porazen in pa seveda, kako si rekel, Tristan Thompson, on dejansko ni
v tem finalu ni bil vreden svoje pogodbe. Niti približno. Pravzaprav v tem finalu bi bil težko vreden veteranskega minimuma. Vendar, kar sem želel povedati, ko sem govoril o Tristanu Thompsonu, namreč, da je pogosto zamujal v obrambi, pogosto pri menjavah, pri rotacijah v obrambi oziroma tako imenovanih switchih, ko igralci rotirajo v obrambi, ni poiskal pravega igralca. Dostikrat je, predvsem tudi v tranziciji, pogosto naredil napako, pač pokril napačnega igralca. Vendar želel sem povedati, to zamujanje, namreč Cleveland, midva sva, ko sva posnela prejšnji podcast po prvih 2 porazih in seveda napovedala hitri konec serije, ki je bil takrat več ali manj očiten, čeprav so nekateri še trdili takrat, tudi prve 2 tekmi lanskoletne finalne serije je Golden State dobil še z višjo razliko kot prvi 2 tekmi letošnje serije, vendar obadva in mislim, da tudi vsi, ki so tekme pogledali, smo lahko videli, da je bil to drugačen Golden State z Durantom, da so imeli tekme vendarle drugačen priokus in bi lahko Golden State, če bi dejansko mlel vseh 48 minut tekme, dobil še z višjo razliko, vendar ravno to jih je naučilo lanska redna sezona in tudi končnica, da ko se lahko spočije, se spoči. Vendar Cleveland, midva sva dejala, edina možnost za Cleveland je, da poskuša upočasniti igro, da poskuša kontrolirati tempo igre, tako kot je LeBron morda počel v tisti prvi finalni seriji 2 leti nazaj med Golden Stateom in Clevelandom, ko je ostal brez Lava in Kyrieja Irvinga. In je bil Cleveland bolj konkurenčen, tekme so bile bolj rezultat je bil malce bolj, vsaj del časa smo lahko spremljali tekmo, oziroma preden smo se podali na tisto prvo pivo, ali pa v našem primeru tistih, ki iz Evrope gledamo tekme kavo, tako da jutranjo kavo. Vendar Tyronn Lue ni spreminjal taktike, vztraja pri hitri igri, konec koncev nama je LeBron na tisto najino tezo, da je edini način, da poskuša upočasniti igro, nama je že takoj po tisti najini izjavi na tiskovni konferenci pred 3. tekmo odgovoril, da Cleveland ne bo nič spreminjal, da so prišli do te točke s hitro igro, z space and pace napadom, torej hitrim napadom, razširjen prostor s trojkami, veliko število vrženih metov za 3 točke in namerava vztrajati pri tej igri. Vendar to je igra, to je voda na mlin Golden State. To je dejansko samomor. Recimo, če pogledamo paralelo z nogometom, takrat, recimo, samo če pogledamo Barcelono, dejansko pač kako konkuriraš proti njej, tako da se postaviš defenzivno, da jim zapiraš prostor, čim se z njimi spustiš v odprt boj na posest, pač je to enostavno voda na njihov mlin in boš pač takoj dobil 4, 5, 6 golov. In tukaj je dosti podobna situacija, je tukaj Golden State je dejansko v tej space and pace igri toliko boljši od ostalih ekip, da če jim puščaš prostor, če jim dovoliš, da razvijajo to hitro igro, ne boš več našel za njih protistrupa. In seveda problem, s katerim pa se Cleveland tudi sooča, je to, kako lahko sploh upočasniš Stepa Curryja, Thompsona, Kevina Duranta in seveda zraven še Draymonda Greena, 4 igralce, ki imajo vsi odlično, neverjetno dober pregled igre, ki so sposobni sami organizirati napad, ki so sposobni, ki znajo vse prodreti, znajo zadeti iz razdalje, znajo prodreti, znajo zadeti iz pol razdalje, znajo organizirati, kot sem že dejal, znajo organizirati napad in imajo odličen pregled. Vsi lahko najdejo soigralca, prostega soigralca, vedno, ko nekdo ostane prost. In to je igra, ki jo ravno o tem sva že govorila in to želim poudariti. Nekateri, videl sem namreč tudi med komentarji pod našimi novicami, sem prebral recimo kritike, cirkuška košarka, hitra košarka, to ni tista prava košarka. Zdaj, ne vem, če za nekoga prava košarka, da je na koncu 50 točk, pa da se igrata, mislim, da se igralci tepejo na parketu. Morda je to bolj prava košarka, vendar sam raje vidim, da
je igralcem dovoljeno na parketu pokazati mojstrstvo, da je dovoljeno pokazati, kaj znajo, in seveda več, ko je kontakta, težje je to narediti. Mislim, seveda, zdaj, čeprav tudi obrambe, ravno to je problem. Nekateri seveda zdaj, da se ne bo izgubila v teh primerjavah med obdobji in med napadalno in bolj obrambno usmerjeno košarko, vendar različna obdobja, seveda tudi različna pravila. V 90-ih, recimo sedaj ni več tega hand-checkinga, ne moreš igralca z roko voditi v obrambi po parketu, kar je seveda bilo precej veliko orodje obrambnih igralcev v 90-ih, začetku 2000-ih, vendar na drugi strani pa sedaj so dovoljene tudi nekatere oblike conske obrambe v NBA ligi. Tega pa ni bilo v 90-ih. Tako da, kako razbiješ pa cono? Z dobrim metom iz razdalje. In to je seveda ta evolucija košarke in tudi eden izmed razlogov, zakaj po tisti spremembi pravil, ko so vpeljali consko obrambo, neka korelacija vsekakor je, da so moštva začela iskati rešitev v tem, v precej boljšem metu iz razdalje, in je v ligo prišlo toliko odličnih strelcev. In še ena stvar, ki jo velja poudariti pri Golden Stateu, odličen, hiter napad z velikim številom podaj, vendar obenem tudi železna, trda obramba. Ja, in lih to sem hotel povedati. Prej, ko so govorila v bistvu o tem, ko so igralci razočarali, predvsem v napadu, kako so imeli dobre redni del sezone, pa potem tukaj v finalu niso nič pokazali. Sem jih hotel reči, to je verjetno vse skupaj posledica te granitne obrambe Golden Statea, ki je v obrambi deloval resnično zavzeto, prevzemali so, kar ti, v bistvu bom rekel, tudi malo pomaga, če imaš Duranta, ki pač lahko za silo pokrije tudi, glede na višino, lahko za silo pokrije tudi centrsko pozicijo, in dejansko tukaj mislim, da je glavna stvar, ki je ločila to serijo na koncu, bila ta obramba, ki je bila pri Golden Stateu neprimerno boljša kot pri Clevelandu. Ja, boljša, vendar boljša zaradi tega, ker imajo pač boljše igralce in seveda z Durantom, ker so začela že s tem, namreč Durant, Golden State je potreboval Duranta, da bi lahko tako prepričljivo premagal Cleveland, oziroma da bi z gotovostjo lahko osvojil naslov prvaka NBA lige. Tako da ja, ta poteza je bila strani Golden Statea in Duranta razumljiva, vendar kot si že sam dejal na začetku najnega pogovora, strani lige je pa to seveda precej slabše, ker je sedaj tudi na nek način LeBron James svojo zmago lansko sezono in predtem seveda s prestopom v Miami in vendar, vrnemo se lahko še pred tem v Boston, veliko trojico v Bostonu in tisto super moštvo, ki je na nek način botrovalo LeBronovi odločitvi, da gre v Miami, kjer bi lahko združil moči še z dvema super zvezdnikoma in premagal ravno ta Boston, veliki Boston. In sedaj ta tretja iteracija, tretja verzija super moštev v Golden Stateu, ki je pa boljša od obeh prejšnjih skupaj. Mislim, da je to moštvo preprosto v sedanji sestavi, če se ne bo Cleveland konkretno okrepil, kar pa je, mislim, da si tudi to že omenil, Cleveland in Golden State sta obe moštvi, imata proračun v celoti zapolnjen, vendar Golden State ne potrebuje nobenih sprememb. Oni bodo samo podaljšali pogodbo z Durantom, ki je lani podpisal 1+1 pogodbo, podpisali novo pogodbo s Curryjem, ki bo končno dobil pogodbo, ki jo je vreden. Predtem je namreč zaradi težav s poškodbami, ki jih je imel na začetku svoje kariere, podpisal izjemno ugodno pogodbo. In oni bodo samo seveda pripeljali vse igralce nazaj in potem naslednje leto štartali v sezono še boljši, še bolj izkušeni, še bolje se bodo poznali, podaje bodo še lepše krožile. In na drugi strani pa Cleveland, ki ima prav tako zapolnjen proračun, vendar je ta serija seveda pokazala, da niti približno ne morejo računati na zmago proti temu Golden Stateu, ki je preprosto premočan. To je morda, ne vem, če je to tema, ki bi jo danes odpirala, namreč, da ne bo predolga, vendar
Golden State je morda celo najboljše moštvo vseh časov. Zaenkrat tega še ne moremo trditi, predvsem zaradi tega, ker nimajo še dovolj prstanov. Potrebuješ neko zalogo, določeno število prstanov, preden začneš to. Ampak v zadnjih 3 letih nobeno moštvo v zgodovini lige ni osvojilo toliko zmag v 3-letnem obdobju kot Golden State v zadnjih 3 letih. Torej, lahko trdimo, da v 3-letnem obdobju v zgodovini lige NBA ni bilo še nobeno moštvo tako dominantno kot Golden State. In zato seveda Cleveland potrebuje spremembe, omenja se Paul George, nekateri sanjajo o Chrisu Paulu, vendar seveda Cleveland bi moral izpeljati menjavo, nekdo bi se moral posloviti, Kevin Love, Tristan Thompson, J.R. Smith je tudi dobil visoko pogodbo, tudi Iman Shumpert, to sta 2 igralca, ki sta tudi precej slabo odigrala. 2 igralca, ki sicer imata relativno ugodno pogodbo, ampak visoke, sploh ne, ampak tako bom rekel, za Cleveland ne imata ugodno pogodbo, tako ne. Nimata max pogodbe, vendar nimata ugodnih pogodb. Ne, imata dokaj ugodno, samo ne dovolj ugodno, da bi jo kdorkoli hotel vzeti. No, ti gledaš v teh terminih, v tem aspektu lige NBA, kjer so 100-milijonske pogodbe postale vsakdanjik, v tem pogledu res, da nimata, vendar teh 50-60 milijonov, ki jih one dva zaslužita, so še vedno precej više pogodbe od njune vrednosti na trgu. Namreč nihče ima takrat, ko sta dobila te pogodbi, ima ni ponujal niti tretjino te vsote. Vendar seveda, mnogi kritizirajo LeBrona, ker je bil LeBron seveda tisti, ki je v bistvu zahteval, da se ji vplača. Da se ji vplača, vendar na drugi strani, z vidika igralcev, je pa seveda dobrodušni LeBron si tako še dvignil ugled, ker namreč poskrbel je za svoje soigralce. Tukaj mu lojalnosti, kar se tiče lojalnosti do soigralcev, mu tukaj ne gre nič očitati, čeprav na drugi strani pa seveda v Miamiju so bile določene zgodbe, oziroma, da ne bom predolg, na kratko, ko je LeBron odšel, ko se je ponovno preselil iz Miamija v Cleveland, je posredno stal Wadea precej denarja, vendar z Wadeom sta še vedno odlična prijatelja in Wade mu tega ni zameril. Zameril je Patty Riley, kar je zanimiva zgodba, morda za kdaj drugič, ker je zanimiva spletka v Miamiju, mafijske spletke, tam so bile zelo zanimive. Vendar da ne bova predolga, sem rekel, kakšne menjave sploh lahko potegnejo. Paul George je morda še tista najbolj verjetna možnost menjava s Kevinom Lovom za Paula Georgea, morda Jimmy Butler, vendar mislim, da bi se tukaj preveč pozicijsko kresal z minutami, čeprav se bi ga lahko dal na položaj visokega branilca na dvojko in tam bi lahko Jimmy Butler pravzaprav morda še bolje funkcionira tam kot na krilu. Medtem ko Paul George bi pa verjetno, če bi prišel, igral na položaju krilnega centra, na štirki, se predstavljam, kot Love, s tem, da bi seveda igrali precej hitreje in niti ne bi šlo to za klasičnega krilnega centra. Tudi Love ne igra v tej vlogi. Bi recimo ti razmišljal, da bi mogoče za recimo čistko Paula Georgea menil za Tristana Thompsona in Kevina Lova potisnil na centra? Še enkrat? Da bi Paula Georgea in pa Tristana Thompsona menil in bi potem pač na centrsko pozicijo porinil Kevina Lova. Paula Georgea s Tristanom Thompsonom. Ja. Kevin Love, mislim, da bi bil to prevelik mismatch za določena moštva. Kevin Love se ne bi mogel spoprijeti že z Žažo Pačulijo pod samim obročem. Ravno zaradi Tristan Thompson je bil pripeljan, tudi Tristan Thompson se ni mogel spoprijeti z Žažo Pačulijo. Žaža je pravzaprav pojedel Thompsona. Toliko močnejši bil namreč, Thompson nima neke strašne višine, 205-206 cm je visok, vendar je tako dober skakalec ravno zaradi njegovega izrednega občutka in pozicioniranja. Vendar kar Žaža počne odlično je to, da odlično zapira prostor pod obročem. Odlično box outa ostale igralce in ti ne da niti
milimetra prostora in on je zaprl vse poti do skoka za Thompsona. Tako da Love na centrski poziciji ne, Love že ni tista klasična, že tista letos seveda niti ne igra tega klasičnega krilnega centra, vendar njegova vloga je predvsem metanje trojk in pa seveda tudi skok. Dober skakalec je Love, vendar že spet prešibak za ruvanje s tistimi res močnimi centri. Če že Thompson imel težave, kakšne bi imel pol šele Love, in če bi se Love moral pod košem ruvati s centri nasprotne ekipe, ne bi moral početi tisto, kar počne najbolje, to pa je metanje trojk in širjenje prostora za LeBrona Jamesa in za prodore LeBrona Jamesa in Kyrie Irvinga. Ja, ampak hkrati pa ti pripeljaš, hkrati bi pa recimo Paula Georgea lahko postavil na trojko, ne, LeBrona na štirko in v bistvu ta frontcourt niti ni toliko zelo slab na papirju. Verjetno, one dva bi se verjetno menjavala na teh položajih, s tem, da LeBron seveda igra tega point forwarda, vendar to je tudi vloga, v kateri se recimo Paul George najbolj znajde. To je ta vloga, v kateri bo verjetno že omenjeni Luka Dončić tudi na koncu igral. Torej, krilo, ki organizira igro, z drugimi besedami, ki ima žogo veliko pri sebi in ozira. Seveda, če imaš ti visokega igralca v vlogi organizatorja, to omogoča mismeče, to omogoča mismeče na parketu in lahko zmede nasprotnika še dodatno. In to je vloga, v kateri LeBron je zagotovo, po mojem mnenju, najboljši point forward v zgodovini lige, kar na nek način tudi potrjuje njegove številke in seveda tudi ta trojni dvojček, prvi trojni dvojček v zgodovini velikih final. In LeBron James vsekakor je še tisti igralec, ki lahko moštvo odpelje do naslova. O tem ni nobenega dvoma. Tudi letošnja serija je to potrdila, vendar potrebuje več pomoči. Mislim, da se bi morali v Clevelandu dati na mizo vse karte oziroma vse igralce, razen seveda LeBrona, vključno s Kyriem, ki na koncu niti ni imel je eno fantastično, izjemno tekmo, na račun te tudi dvignil svojo statistiko v seriji, vendar je imel tudi nekaj precej slabih tekem. In predvsem v obrambi ni bil niti malenkost zaustavil Curryja. Curry je dobil velike oči, ko ga je pokrival Kyrie Irving in ga je zlorabil praktično skoraj da v vsakem napadu. Še posebej v vsakem pick and rollu je Kyrie umrl na bloku takoj. Ja, in vsi, tako da, ja, kar te želim reči, vse bi morali dati na mizo. Ja, in pa videti, kaj lahko dobijo za njih. Kaj lahko dobijo? Ali lahko dobijo Paula Georgea? Paul George je igralec, ki bi bil recimo temu, če uporabim angleški izraz, game changer. Gledam zdaj med igralci, ki so na trgu, ki so na voljo, ki bi jih lahko recimo, ne na trgu, ki bi igralci, katerih moštva bi bila pripravljena tradati. In tukaj je Paul George eden izmed teh redkih, ki se mi zdi, da bi Indiana bila pripravljena. Spet nekaj se tudi Paul George v zadnjem času povezuje z Miamijem, ki seveda vprašanje, kakšno ponudbo lahko sestavi Miami, tudi pri Miamiju Miami ima pravzaprav še več nedotakljivih igralcev, vendar to je tudi tema za kdaj drugič. Poletne poteze Miamija, ki se zna letos poleti mimo grede precej ukrepiti, omenja se Hayward, Paul George, vse mogoče poteze se vlečejo. Morda bo Miami postal zopet konkurenčno moštvo in to bi bilo dobro za ligo, če bi recimo dva zvezdnika šel v Miami in potem seveda še Dragic, Whiteside, recimo če obdržijo Jamesa Johnsona, recimo da imaš postavo Dragic, Hayward, Paul George, James Johnson in Whiteside, to je pa že postava za finale. Recimo, čeprav seveda Hayward na dvojki verjetno ne bi najbolje funkcioniral. Hayward in Paul George oba igrata trojko, oba rada igrata point forwarda, tako da skupaj verjetno ne bi najbolje funkcionirala, vendar, že spet, da ne bova izgubljala besed z Miamijem. Ja, težko je videti, kaj sploh lahko še stori Cleveland. Kot sem že dejal, imajo izvrstnega GM-a, Griffin je izvrsten GM, ki več ali manj tisto, kar je na trgu, on, če le lahko dobi, on to ponavadi dobi, izkazal se kot dober pogajalec. Tudi tista menjava, seveda z Minnesota, Wiggins in Love, takoj po draftu, se je vendarle pokazala za dobro. Na koncu je Love pač pomagal
moštvu Clevelanda do osvojitve naslova, kar verjetno neizkušeni Wiggins v svoji drugi sezoni v ligi zagotovo ne bi. Tako da, ja, njihove pogodbe imajo najvišji proračun v ligi, plačali bodo izjemno visok davek na luksus, kot se imenuje davek, ki ga moraš plačati, če prekoračiš dovoljen proračun. Na koncu bo verjetno skupaj z vsemi pristojbinami bodo morali za letošnje moštvo plačati tam blizu 200 milijonov. Kar je pa tudi za milijarderje, ki imajo v lasti, za Dana Gilberta, ki je lastnik milijarder, tega je pa že konkretna številka tudi za te nesramno bogate milijarderje. Vendar, tako da ja, zelo težko vidim, kaj sploh lahko Cleveland še stori, z izjemo kakšne menjave, ali Kevin Love za Paula Georgea, Kyrie Irving za Paula Georgea, vendar seveda v tem Kyrie Irving za Paula Georgea ta menjava ne bi imela smisla. Kevin Love za Paula Georgea se mi zdi edina menjava na trgu, ki bi bila morda lahko edina realna menjava. No? Ja, jaz se strinjam s tabo, ne, in mislim... Kyrie Irving za Chrisa Paula, recimo. Ja, to se je omenjala kot potencialna menjava, ko smo omenjali že Chrisa Paula. Ja, samo po drugi strani pa... In pa Love za Paula Georgea in imaš potem postavo LeBron James, Chris Paul in Paul George. To je boljša, neprimerno boljša postava. To je moštvo, ki pa bi se lahko že... Vendar to so seveda, zdaj govoriva o pobožnih željah, o mokrih sanjah Clevelandovih navijačev. Ja, po drugi strani pa tudi Kyrie Irving je precej mlajši kot Chris Paul, ne? Tako da zdaj se to splača narediti. To bi bila win-now poteza, kot se temu reče, poteza za to sezono, za naslednjo, morda še, ampak že to je težko verjetno za naslednje 3 sezone. Ampak seveda vprašanje je, koliko časa pa lahko LeBron sploh še igra na tem nivoju. Zaradi tega vse poteze, ki jih bo Cleveland povlekel, morajo biti win-now poteze. Morajo biti poteze, ker dobro, pri 32 je igral neverjetno. In tukaj je seveda tisto bolj razumljivo, tisto LeBronovo varčevanje moči skozi redni del sezone, ker seveda potem v končnici igra kot tisto, kar še vedno je najboljši igralec v ligi. Mislim, da to debata, ki je povsem nesmiselna. Kevin Durant je bil najboljši igralec te serije. To lahko trdimo. Tudi v obrambi je odlično utrujal LeBrona, tudi v obrambi je opravil dobro delo. In ravno to, da je LeBronu skoraj da po pravilu v tej seriji na koncu tekem zmanjkovalo moči, vsaj vidno je večkrat prepustil igro, prepustil organizacijo napada Kyrieju Irvingu. Tudi Durantu grejo zasluge za to, ker je skozi prve 3 četrtine, ni seveda edini, ko je on šel iz igre, ga je pa prevzel Iguodala, ki je tudi odličen obrambni igralec, ki je v karieri tudi bil že v idealni obrambni peterki lige. Tako da LeBron je imel na sebi 2 odlična obrambna igralca ves čas in Durant je bil najboljši igralec te serije. Brez dvoma si zasluži letošnji MVP naziv. Vendar najboljši igralec lige, najboljši igralec sveta je pa še vedno LeBron James in njegova igra v tem velikem finalu, v tej končnici, je to, mislim, da brez dvoma, mislim, da nihče ne more trditi, da ni tega dokazal. Ja, jaz se popolnoma strinjam s tabo in kot se strinjam s tabo, ne, da Cleveland, mislim, da bo letos poleti mogel narediti mičken reset, povleči poteze, navleči igralce, ki lahko pač pomagajo drugo leto, mogoče še čez 2 leti, narediti rezultat, ampak kaj točno narediti, pa po pravici povedano jaz ne vidim. Težko, mislim, zato pa je Griffin in GM v NBA ligi, zato pa so plačani bajne denarce, vsaj za naše pojme, ravno zaradi tega, ker se morajo ubadati s takimi vprašanji.
To bo vsekakor še zanimivo. Letošnje poletje bo izredno pestro, izredno zanimivo in tudi čez poletje bova seveda posnela nekaj podcastov na temo vseh prestopov, vendar o tem več malce čez par sekund. Blaž, omenil sem, poleti bova seveda tudi sledil. Naslednji podcast, mislim, da sem že napovedal, malo nekaj napovedoval. Naslednji podcast bo tema sezona Luke Dončića v Realu in prihodnost Luke Dončića v reprezentanci, tudi nekaj besed bova spregovorila v reprezentanci, potem pa bo že čas, začetek julija, konec junija, prestopi, menjave, prosti trg, free agency se začenja v NBA ligi in kot sem že omenil, to poletje zna biti izredno pestro, izredno zanimivo. Nekaj sva že omenila, morda se nekaj kuha v Miamiju, kaj se bo zgodilo v Clevelandu, kakšne poteze bodo tam povlekli. Za Golden State sva že rekla, nobenih sprememb. Ta behemoth se bo vrnil naslednje leto, ta pošast bo naslednje leto verjetno še boljša. Ali se sploh lahko kdo spopreme z njo? Moj denar gre s prsom. 10 evrov bom na začetku sezone stavil na Golden State in mislim, da jih ne bom izgubil. Zdaj, v tem trenutku. Vendar pustimo se presenetiti, pustimo videti, kaj bo prineslo poletje. Kot sem dejal, podcasti, nekje po koncu poletja bova začela snemati tudi športne novice, kratke novičke v obliki podcasta in morda takrat tudi poskrbela za vsebine na iTunesih, tako da bomo dosegljivi še na večjih platformah. Zaenkrat pa nama lahko pišejo, kje in kje smo dosegljivi, Blaž? Ja, lahko nam pišete na NBA Slovenija na Facebooku, na Twitterju sportinfo.si, in pa lahko dosegljivi smo tudi preko spletne strani sportinfo.si, tam od spodaj desno imate kontakt, pa kliknete gor, napišete vaše vprašanje in mi z veseljem odgovoriva. Vendar Twitter in Facebook sta primarna vira, včasih spregledava kakšne komentarje iz strani, vendar to je najin problem. Zatorej za danes bo to dovolj. Vrneva se naslednji teden s podcastom o Luki Dončiću. Do takrat pa vsem lep teden in obilico užitkov ob spremljanju različnih športov. Tako je, adijo. Hold up.